Poleg attituda od natakarjev dobimo še solato, juhco, pa potem glavni meni. Ja. Ste prišli na kavico? Kar naprej. Ja, mislim, dobrodošli v moji študentski sobi, v moji samski študentski sobi. Ok, da vam na hitro pokažem, kako izgleda moja soba. Zdaj trenutno ste v hodniku, tukaj vas počaka ena taka predproga dobrodošli, pa možete pa na levo, pa na desno dve veliki omari. Tukaj na levo, ko prideš v hodu, te čaka ena taka velika omara. Ne, zdaj mislim, da boste ne vem kva videli. Komu nalažem, ja pa boste videli. Tada! Ok. Tukaj imam jaz vsa svoja oblačila, ki jih imamo v Ljubljani. Zdaj boste tako videli, sama soba ne vem kva buži, ampak to še ne pomeni, da moje oblačila niso. Imamo vse od zimskih puloverjev do, mogoče vam lahko kaj pokažem. Evo, hlače, motoristične hlače, ki jih mogoče iz TikToka poznate, za 800 €. Pa imamo tukaj, kaj imamo, ene dizlove jopce, volnene, kako bi temu rekel, montelne. Imamo ene par Versace čevljev, škornov in tako naprej. Nič posebenega. Če bi imel budget, kakor ima Lilian X, bi se takole noter oblačil, ker je tukaj noter. A pa je težko drugače živeti kot študent, če nimaš nekaj zraven? Dobro vprašanje. Zdaj bom tako rekel, če nimaš ti ne državne štipendije, ali pa če nimaš ne te štipendije kadrovske oziroma te štipendije, ki jih firme pol kar je težko, če res čisto nič ne delaš. Sploh spet jaz bi rekel, da je vprašanje, ali si na dodiplomcu ali si na podiplomcu, ker na dodiplomcu je mogoče majčkeno težje delati, kot pa na podiplomcu, bi jaz rekel. Po drugi strani imaš pa več denarne pomoči od staršev na dodiplomcu, kot pa na podiplomcu. Če smo od Korejani, no. Samo če si pa star, ne vem, 24 let, pa da si na magisteriju, pa da zraven nič ne delaš, pa da nič ne želiš delati, pa je pa malo natepno, če nimaš denarja, ker mislim, da vsak lahko vsaj med vikendom kaj naredi, da lažje pride čez mesec. Kakor boste videli, jaz sem v študentski sobi, ki je samska soba, se pravi, da sem sam in da nimam cimrov. Ta soba je teoretično iste velikosti, kakor bi bila za tiste, ki sta dva noter. Se pravi, kakor lahko vidite, sta dvojne omare noter, vse je po dva, zaradi tega, ker je teoretično to za dva študenta, ne. Ampak meni je še to premalo placa, tako da ja. Jaz bi rekel, da najtežji postopek dobiš študentsko sobo je lih ta postopek, ko dobivaš študentsko sobo, da se moraš prijaviti, ker je 100 000 enih papirjev in gun postopek je bil meni najbolj tako gun. Potem pa cel poletje čakaš, ali boš prišel na vrsto, ne boš prišel na vrsto, ker so zelo dolge čakalne dobe za študentske sobe. Ker je preveč študentov, pa premalo študentskih domov, no. To je zelo velik problem. Kaj sem si pa sam prinesel? Zdaj tako, vsi tisti, ki sedejo v študentskih domovih, veste, da je bolj kot ne vsak študentski dom zase, vsak študentski dom je majčkeno drugače. In na žalost ima tudi moja soba ene prednosti in tudi svoje slabosti. In ena izmed tistih slabosti je to, da nimamo kuhne. Kakor boste videli, tukaj noter ni kuhne, tudi nimamo skupne kuhne v nadstropju, tako da žal tega ni bo treba in se bo treba majčkeno znajti. Zdaj itak večinoma časa jem na študentske bone, tako da ne jem toliko noter, kar pa jem. Je pa tole moj stationary, tako da dobrodošli v moji kuhinji. Tako da ja, tukaj odzgor imamo ene izmed stvari, ki sem jih tudi sam kupil, se pravi, kupil sem si ene take košarce, ker ko sem jaz noter prišel, je bilo vse prazen, nič ni bilo. Mislim, police so, I guess, bile, ampak rabo sem ene take košare za stvari. Pol pa še en hladilnik imamo tukaj svoj, to sem tudi sam zrihtal, tale hladilnik, lepo prosim. Vse sem mogel sam zrihtati. Ko boste prišli enkrat v študentsko sobo, je ful dobro, ko ima vsak študentski dom svojo skupino. In na tisti Facebook skupini si vsi pišejo, a kdo rab to, a kdo rab to. In jaz sem samo čakal, da bo kdo napisal, a kdo rab hladilnik. In sem dobil tale hladilnik za 30 €. Eden se je odselil in rekel, jaz ga imam, a bo kdo kupil. In sem ga kupil. Rekel si prej, da ješ na bone. Ja. Kako je to? Je drago, ali se splača, ali veliko dobiš, ali se ti bolj splača plačati malo več, pa jesti malo več? Ko naj rečem, jaz bom rekel, da je iz leta v let slabi, kar se tiče teh bonov,
Lih z letošnjim letom je vlada povečala subvencije, ki jo dobimo študente na en meni, ampak zraven je pa tudi povišala zgornjo mejo, koliko lahko restauracija računa. Se pravi, nismo na boljšem, ampak smo študente kar naenkrat na slabšem. Tako da žal tisti časi, ki smo lahko bolj kot ne jedli brez doplačila, pa za 1 evro, in teh časov skoraj da več ni. Sicer so kakšni ponudniki, ampak je pa res slabšno. Zdaj kar naenkrat plačujemo že skoraj 6 evrov in plačujemo že isto, kot ena delavska malica. Kaj pa ponavadi dobiš zraven? Ne vem, kot bon. Kje ponavadi največ? Poleg attituda od natakarjev dobimo še solato, juhco, pa potem glavni meni. Je pa zdaj res, da nekje sploh ne dobimo sadja, nekje sploh ne dobimo solate, nekje sploh ne dobimo juhe. Tako odvisno od vsakega posameznika. Čeprav bi to mogla inšpekcija gledati, ker morajo po zakonu vsi dati 3 stvari, ampak velikokrat to ni tako. Glede na to, da si youtuber, kje snimaš ponavadi? Verjeli pa ne, tukaj noter ne snimam nič. Ne snimam ne TikTokov, ne snimam ne YouTube posnetkov. Tukaj noter je enostavno samo študent, ki stragla čez teden, čez vikend pa pojdem domov se snimam, zaradi tega, ker Lilian X ne bi tukaj noter snimal. Ian pa bo že tukaj noter. Tole sem od doma prinesel, da vam še nekaj povem. Jaz sem imel tukaj še 2 palme, ki sta bile crkane, tako da rest in peace. Potem imamo tukaj eno mizo, ki je lih take velikosti, da ni ne klubska mizica, da ni ne mizica za pisati, tako da z to mizo ne morem čisto nič narediti, ampak ker moraš vse stvari gor metati v prav svoj del, tako da I'm happy. Tukaj imamo še mojo posteljo. Moram priznati, da mene je to ful skrbelo. Mene je to, ker sem jaz prišel, se bom kar sedel, leti to. Malo se sliši, tako da to lih ni najboljša stvar. Ker sem jaz zaprosil za študentsko sobo, je bilo tako, mene so vprašali, kaj si jaz želim. In jaz sem rekel takrat na gurnemu razgovoru, ker sem me povabili, jaz sam hočem biti sam. Meni to, kakšen je ostal soba, kakšno je pohištvo, meni je to vseeno, jaz sam hočem biti sam, ker ne bi mogel biti s cimram. Rekel si, da ti je všeč, da si sam v sobi. Ja. Kako pa je to s tem, a si raj doma, ker mogoče nimaš toliko zasebnosti, a si rajš tukaj v Ljubljani? Mislim, da je to odvisno od vsakega posameznika, pa kakšne ima doma. Mislim, jaz sem star 24 let in jaz ful cenim ta svoj čas, da sem sam. Plus to, da jaz sem iz Tržiča in nažalost imam jaz faks, službo, vse snemanja, vse, kar si lahko zmisliš, je tukaj v Ljubljani. In jaz sem se vozil gor dol in enostavno je bilo treba enkrat temu reči dost, stop in je bil študentski dom pač ta izbira. Kaj pa pol za naprej, kaj? Enkrat, ko boš šolo dokončal po vse, to boš verjetno stopil ven, kaj še imaš pol plan? Ja, jaz sem v Sloveniji se lahko statusom do 26 leta, lahko mečkam pogolfaš, kako se golfa vsi veste, jaz ne bom temu govoril. Ampak ja, do 26 leta se pravi še 1 let pa pol imam študentski status, potem pa odpadejo vse privilegije, od hrane do avtobusa, do subvencije za bivanje. Jaz se po eni strani tega tudi že ful veselim, ker da ne bom več še enkrat študent, ker jaz res ne morem biti večni študent. Ampak ja, nekako moj cilj je iti v stanovanje. Bi raje imel hišo ali stanovanje? Kaj ti je bilo? Ja, mislim, ne vem, po dedu ne bom nobene zemlje, tako da jaz ne vem, koliko bom kaj gradil lahko hišo. Po telih cenah današnjih, tako da počas. Ok, hvala Ian, hvala ti ful za ta tur. Za na konc, mene samo še zanima, če bi lahko vsem študentom, ki gledajo tale video, mogoče povedal kakšne heke, ki jih ti uporabljaš, ali pa karkoli, ki ti pomaga, ali pa prišpara denar, da študente lažje pridejo skozi. Kako bi jaz, da bi lažje prišli skozi, se ne vem. Ješ maksimalno enkrat na dan, se navadiš, pač si malo lačeno, ampak se boš navadil. Hodiš veliko peš, kamorkoli se le da ne zapravljaš za taksije pa za take stvari. Izbriš aplikacijo Volt pa Glovo, ker se ne splača, ker boš 10-krat naročil, boš dal tako 150 evrov za 10 slabih ušivih južin. Čim manj na kavice hoditi, čisto da, ker se tam tudi ful denarja zapravi. Drugače pa ja, za vse tiste, ki ste me vprašali, ki boste vprašali, tale soba pride na mesec 100 evrov, mislim, da je tako 101 evrov. Tako da je res zelo ugodno. No. So pa zelo različne. Eni so tudi v stanskih sobah plačujejo 140, eni so z 2 sobah plačujejo tako 80-90, ampak zdaj v teh časih ni pod 80 skoraj da ne gre. No. Tako da nekje zmagaš, nekje izgubiš, ampak jaz sem zelo zadovoljen s tem, kar imate. Super. Hvala za tale room tour. Ja. Zdaj se pa spokite. Zdaj se pa ven z moje sobe.